nič ni nemogoče. Amen. A si pripravljen za revolucijo Božje ljubezni? Haleluja. A si pripravljen, da kamorkoli priješ, s komorkoli se srečaš, Božja ljubezen steče čez tebe? A si pripravljen? Haleluja. Amen. Da kad te ljudje vidijo, ni nobenega tona obsodbe, kad čez tebe pride do njih. Si to predstavljaš? Da se lahko z najbolj groznim grešnikom srečaš in iz tebe kar bruha ogenj Božje ljubezni. Haleluja. Amen. Ne obsodbe, pa kva bi ono vse mogel delati, ampak iz tebe bruhne Božje ljubezen. Si to predstavljaš? Haleluja. Jaz verjamem, da ta ogenj rabimo. Amen. Na začetku leta mi je Bog govoril, da je čas za širitev in sem videl ogenj Svetega Duha in čez ogenj pride širitev in ta ogenj ni Božja sodba, ker če ne gremo vsi lahko v peku, ampak je Božja ljubezen. Ker stopi največjo goro. Haleluja. V psalmu prav, gore se topijo, ko pride Božja prisotnost. Haleluja. To je ogenj Božje ljubezni. Dajmo si to pogledati. V razodetju Jezus najslabši cerkvi v razodetju. Cerkev, ki je čist falila vse skup in so postali tako kot farizeji. A ste opazili, da Jezus je ene parkrat zgubil živce v evangelijih? A ste opazili? Ene parkrat je bolj zgubil živce, kot jaz, ker še nikoli nisem nobenega pretepil z bičom. In tudi upam, da mi ne treba, haleluja. Ampak Jezus je to naredil, ker je srečal farizeje. Srečal je duhovništvo v tistem času in je čist vam padel, ker so tam postavili tržnico v Božji hiši. In je čist noril in je naredil bič in jih je nagnal ven iz templa. In cerkev, to je Božja ljubezen, haleluja. Kaj vi mislite, haleluja? Ampak, a ste kdaj videli, da je kakšno prostitutko udaril? A ste kdaj videli, da se je na kakšnega grešnika zdrl? Jaz nisem opazil, da bi bil Jezus neprijazen do kjergakoli grešnika, je bil ful prijazen. Haleluja. Amen. Jaz verjamem, da to je totalna revolucija Božje ljubezni, da ko vidiš človeka, ki je ful zvezan, pa ful trpi, pa vse narobe dela, sam ljubezen iz tebe teče do njega. Ko vidiš ujetnika, amen. Vidiš žrtev, ti imaš pa odgovor, haleluja, amen. Vidiš pa človeka, ki predstavlja Boga, ki pravi, da je kristjan, duhovni učitelj, bla, bla, bla. In pol uči ljudi, da Jezus ni dost. Da Jezus je v redu, ampak zraven moraš pa še ful držati zakon. Ja, odrešen si mogoče res po milosti, ampak to te ne bo dolgo držalo, zdaj rabiš ful zakona in določena pravila. In tako je bila cerkev v Laodiceji in Jezus jim je govoril, da tako vrsto religije lahko sam splune iz svojih ust, ker ne more tega prebaviti. Jezus ne more prebaviti, da je on alfa in omega, on je Božja ljubezen, zraven moraš pa še ti ful zakon izpolnjevati, če hočeš biti odrešen. On to ne more prebaviti. Jaz se spomnim, ko sem je 5. julija 92 Evs prikazal in mi je rekel, da je on živ, jaz sem bil pa komunist. In je rekel, kje si ti, Klemen? In sem rekel, jaz sem v temi. In pol sem padel dol, se razjokal, njegova ljubezen mi je oblila moje življenje. In pol sem šel, prva oseba, ki sem šel do ljudi, ki naj bi bili kristjani. Sem rekel, me lahko pripeljete Evs. Jaz se moram z Evsom srečati. In so mi dali rožan venc, dali so mi pravila, dali so mi neke molitvice. Sem rekel, pa kva je z vami, folk? Kako ste lahko toliko zavedeni, da mislite, če boste šteli ene kugelce na eni veriščci, da je to molitev? Pa nikoli nisem bil v cerkvi, pa toliko mi je bilo pa jasno, da moj Bog, ki je mene prišel rešiti, ni en Bog, ki lahko z enimi predmeti pred njega hodiš, pa nekaj šteješ, pa misliš, da mu boš tako ugajal. To mi je bilo čisto jasno, da Bog, ki sem se jaz ne srečal, je zaljubljen vame in hoče moj srce, haleluja, hoče se družiti z mano. On hrepeni po meni, on je mene po imenu poklical in rekel, kje si ti, Klemen, haleluja. A zdaj bom pa jaz le ene kugelce štel, pa si nor. Pa bom raj budist, ali muslimani nekaj štejo. Razumeš, Bog ne bo prebavil tazga evangelija.
Ne to delati, haleluja. Bod zaljubljen v Jezusa, haleluja. Ne imeti drugih bogov razen njega, haleluja. Amen. Ne si delati podob tega, ki je v nebesih, pa jim služiti. Ko boš zvezan. In taki cerkvi je rekel, to bom splunil ven iz svojih ust. Ne morem to prebaviti. Čeprav te marati, on ne more prebaviti, da ti miks narediš iz evangelija. Haleluja. Recimo si, da čas je za revolucijo Božje ljubezni. Haleluja. Amen. Če si ti zvezan z religijo, ti ne boš mogel hoditi v Božji ljubezni, razumeš? Ker religija te bo usužila in nikoli ne boš dosti dober. In če jaz nisem dosti dober, predstavljaj si, če jaz vse mislim, da nisem dosti dober, ko bom jaz srečo Abimajela, me bo izredno motila vsaka njegova napaka, ko jo bom v njemu videl, zato ker meni kaže, da imam jaz tudi te napake in da tudi jaz nisem dosti dober, zato tudi on ni dosti dober. In pol, ko sem jaz ne srečil, bo iz mene obsodba prihajala, ta človek ni dosti dober. In on bo to čutil. Lahko sem pa jaz ful dosti dober zaradi Jezusa. In jaz cerkev neko ostavim, ampak jaz se že par let ne ukvarjam z grehom. Eni kristjani se vsak dan z grehom ukvarjajo. Skozi se morajo spokorjevati, ukvarjati se z grehi, koliko so. Ne pravim, da se ne spokorim se skoraj vsak dan, ker spokorjenje pomeni, da si premislil. Se pravi, nekaj sem videl, da narobe razmišljam, sem se obrnil stran od tega. Ja, to ja, ampak se s tem več ne ukvarjam, haleluja. Moj dan ni okupiran z mojo grešnostjo. Moj dan je okupiran z Božjo dobroto, haleluja. In zdaj, če jaz pridem k Bogu, ne glede na to, kdo sem jaz, ampak kaj je on zame naredil, pol bom vedno sprejet, vedno bom ljubljen. Amen? Cerkev, meni so vsi grehi že bili pred 2000 leti odpuščeni, haleluja. Vsi. Veš, kaj to pomeni vsi? To pomeni tudi tu, ki jih še naredil nisem. Kdaj je Bog meni grehe odpustil? A tisti trenutek, ko sem mu jih izpovedal? Ne, on je to naredil pred 2000 leti. Pred 2000 leti se je odločil, da bo odpustil vse moje grehe in jih je prebal na križ. Jaz sem 5. julija 1992 to sprejel v svoje življenje, sem se na novo uredil in od takrat naprej sem nova stvar v Kristusu. Sem totalno svet in totalno pravičen, haleluja. Nikoli nam bolj pravičen, kolikor sem postal 5. julija, okoli 1 popoldne leta 1992. V tistega dneva do danes sem isto pravičen, ker nisem pravičen cerkev, zato ker sem jaz naredil, pa ker je Jezus naredil. Jaz sem pa tistega dneva to sprejel in od takrat naprej lahko hodim 24/7 v popolni Božji ljubezni. Kaj nas bo ločilo od ljubezni Kristusa? A prav v Rimljanih? Kaj te bo ločilo? Napačno razmišljanje, napačno verovanje, ko misliš, da še zdaj nisi dosti dober. Jaz sem si rekel, še kadit neham, pol bom pa popoln. Pol bom pa lahko sprejet. In pol sem nehal kadit in še vedno sem se počutil nesprejetka. In še vedno me je vsak moj greh že vciril, dokler nisem imel razodetja Božje ljubezni. To, ko vam zdaj govorim. Mi rabimo revolucijo Božje ljubezni. Ti moraš vedeti, Božja ljubezen je brezpogojna. A Klemen, zdaj pol lahko grešiš. Lahko, sam nisem toliko neumen. Lahko bi grešil, sam ne bom to delal. Zakaj? Ker bom hudiču dajal prostor. Jaz hočem biti pa eno z Bogom, skozi. Jaz hočem biti natuniran na njegov glas. Jaz se ne predajam grehu, ko vem, jaz sem bil osvobojen cigaret, ampak potem sem pol cigareta pokadil, sem rabljen cigaret najdel v kaktusu čez nekaj let. In ko sem ga sam pol pokadil, sem spet rabil, ne vem koliko, 3, 4, 5, 6 mesecev, da sem bil osvobojen. Pa nobenemu nisem povedal, ker sem bil že pastor. Se zdaj lahko, to je že leta nazaj. In pa me en brat, ne, 2 brata sta me najdla s cigaretom, si predstavljaš, kaj je. In ima način ni bilo jasno. Mene pa ful Bog uporabljal. Tako, lej, molite za me. Ful, ne more biti, pa sem pa, vem, pastor, samo sem, lej, molite za me, haleluja. In sem samo 2 cigareta rabil na dan. Ampak une 2 nisem mogel brez. Dokler nisem pa spet bil osvobojen. Hvala Bogu. To je bilo še v stari zgradbi ob železnici, tako da veste, da je to ful daleč, da zdaj sem že to ful napredoval in pač ne se bat, haleluja.
Ok, ampak nima veze. Tu, če bi zdaj pržgal cigaret, sem še vedno isto svet. Sam kaj je problem? Problem je, da komorkoli daš svoje ude v služabnike, ti služil. In jaz sem ful previden, komu dam svoje ude. Kje stvari bom sploh razmišljal? A razumeš, da greh ni nujno samo to, kar delaš, ampak vse, kar ni iz vere, je že greh. In koliko si lahko ful pošlihtan, kot farizej, vse imaš po predalčku, molitev, sveto pismo, cerkev, ampak vse, kar delaš, je nekaj v strahu, v neveri, v dvomu. A misliš, da je to Bogu všeč? Ni. Bogu je všeč, ko ti nekam prideš, da imaš totalno gotovost vere. Ko ti položiš roko na človeka, verjameš, da bo ozdravljen, zato ker je Jezus v tebi, haleluja. Ne zato, ker si pravičen. Ko sta Peter pa Janez prvi čudež naredila, ko je hrom shodil, prva stvar, ko sta rekla, kaj se čute, kot da bi midva svojo lastno pobožnostjo naredila, da ta hod. Nismo, ampak je v imenu Jezusa ta človek shodil. In Bog hoče, da imaš takšno gotovost, da si toliko poln Jezusa, da kamorkoli prišel isto, kot da bi Jezus prišel. Amen? Je isto, nič manj. Ker Jezus vsak čudež, ki ga naredil, ga ni naredil kot Bog, ampak kot človek odvisen od Boga. Ko v Filipljanih piše, da se je spraznil vse svoje pobožnosti. Mislim božanskosti, ne pobožnosti, božanskosti. Ko on je bil Bog in je postal človek. In piše v Filipljanih 3, on je izpraznil se božanstva in je postal človek. Nam podoben. In zdaj, zakaj? Zato, da je kot človek plačal ceno na križu, ker cena za greh je smrt. Haleluja. Amen? Amen, je smrt. Ni 2 ure molitve, pa 1 uro branja Biblije, pa biti v cerkvi vsak teden. To te ne odrešilo. Ker kazen za greh je smrt. Zato pocen milost ne obstaja. Ne obstaja pocen milosti, to ne obstaja. Ker je bila ful drago plačana, ker je Jezus mogel iti v smrt zame, obstaja pa pocen zakon. Ker se ljudje hočejo zakona držati, pa se drž celega zakona. Pol že če v obleku nimaš ta prav tekstil, si v grehu. Kjero hrano, kako si hrano skuhal, si lahko v grehu. Pa se drž celega zakona in kaj boš videl, da si totalen grešnik. Namen zakona je, da vidiš, da si grešnik. Zato imam jaz ful rad zakon. Ful. Da vidim, ok, ni ga nobenega pravičnega, edina možnost mi je Jezus, haleluja. Nam se upravičil, haleluja, pred njim, drugače, kakor da mu svoje življenje predam in verjamem v njega, da je on izpolnil zakon zame. In pol, ko vidim, da imam nek problem, ki me usužnjuje, kdo je moja rešitev? Zakon. Ne, Jezus, haleluja, amen. Karkoli danes trpiš, pa bi rad bil osvobojen, je rešitev v Jezusu, amen. Jaz vem, da imamo knjige, ne vem koliko korakov do svobode, ne vem koliko, ampak cerkev, to je ful sekundarno. Če ti pomaga, ajde, ampak to ni rešitev, rešitev je Jezus, amen. Za kjerkoli tvoj problem je on rešitev, haleluja, amen. A verjamete to? Reč svojemu sosedu, čas je za več Jezusa. Za revolucijo njegove ljubezni, haleluja. Haleluja. In zdaj si poglej, Jezus ne more prebaviti te religije, ne morejo prebaviti. Prav, jaz bom to vam bruhnil, to je neka mlačnost. To je mlačnost, to mešaš gorečo božjo ljubezen z neko mlačno človeško religijo. In to pač prav bom bruhnil ven, ne morem to prebaviti. In naj ti povem, če si ti del njegovega telesa, pol to on sigurno ne more ven bruhniti, ker noben človek ni svojega organa ven bruhnil. Ti ne moreš mezinca ven bruhniti, a je tako? Si del njegovega telesa. Ampak tega miksa, ko probamo si en miks religiozen skup zmešati, to pa ne bo prebavil, haleluja. Zato vedno se vrš na Jezusa. Bod simpel, amen, ne komplicirati krščanstva. Ne ga komplicirati, haleluja. Tu, če ti ne deluje, če ti krščanstvo ne deluje, se še bolj poenostavi z Jezusom, amen. Še bolj se zaljubi v Jezusa, amen. Nehaj gledati nase že enkrat, haleluja. Jaz sem bil ful vesel, da je odžigata babica sprejela Jezusa ta teden. Haleluja. Je stara že koliko žiga? 88. Kakšna božja milost je to, amen. Bogu ni všeč smrt nevernika. In čaka do konca, da se zato eni grešniki ful dolgo živijo. Ko Bog skozi čaka, kdaj se bo spreobrnil. In koliko let si molil zanjo žiga?
15 let, haleluja. Lahko bi rekel, ja, ne deluje, ona je komunistka, ni rešitve. Ne, ustraj, 15 let, nima veze, bo simpel, amen. Če Bog pravi, da boš odrešen ti in tvoja družina, pol to verjem, amen. Tudi če vsi sledijo antikristu. Smej se mi v brat preč, nimate šans, kaj jaz verjamem za vas, haleluja. Vi se boste odrešili, haleluja. Mene sam kaj zdaj mislite, da je Jezus samo en guru ali karkoli. Kanye West napisal krščanski album, ful rastura. A veste, da je on zase govoril, da je on Jezus. On je sledil antikristu, danes pa sledi Jezusa. To pomeni, da je za vsakega upanja, amen. Če se Kanye West lahko spobrnil, se lahko tudi tvoja babica, amen. Dobro primerjava. Ok, dajmo si pogledati, Razdeti 3:20. In lahko bi si rekel, ma Jezus, on bo zihar zdaj znoril na to cerkvijo. Dajmo si pogledati, kako Jezus zdaj v ostalem telesu, kako se obnaša do svoje cerkve. Razdeti 3:20. Glej, pri vratih stojim in trkam, če kdo sliši moj glas in odpre vrata, stopim k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj. A ni to noro, da cerkev, ki dela kompromisi z evangelijom, Jezus pride do njih na večerjo, haleluja. A ni to noro, haleluja, da on ne čaka na cerkev, da pride k njemu, ampak on pride do njih, haleluja. In ji začne trkati na vrata in pravi, dajmo imeti skupaj večerjo. In jaz verjamem, da je zihar imel kakšno flašo vina, pa kakšen kruh še sabo, haleluja. Ker na večerjo ne verjamem, da je z praznih rok prišel, razumeš? On pride ga žurati s tabo, on hoče imeti intimnost s tabo, on ni prišel na en ful hiter zajtrk z laptopom, razumeš? On je prišel na najbolj pomemben obred v dnevu, na nekaj, kar ti lahko življenje spremeni. A ni to totalna revolucija, da cerkev, ki je bila na največjem podnu od razumevanja evangelija, vidimo eno največjih intimnosti v tej cerkvi, haleluja. In Jezus pravi, prihajam k tebi, reč svojemu sosedu, Jezus vedno trka na tvoja vrata, haleluja. Amen. In v bistvu ne zanima, koliko si se ti pripravil. On sam pričakuje, da mu boš vrata odprl. To je vse. A ni on dober, da kar ne brcne vrata, pa vstop not, pa te začne komandirati, kako imaš vse razmetan doma, kva je zdaj to. Zakva te nič ni bilo pri njemu, da mora zdaj on srednjo čih teb hoditi. Ne veš, da ima bolj pametne stvari za delati, da bo zdaj s tabo večerjo jedel. Namesto, da bi tih njemu pa šel, pa mu avto spucal najprej, pa si lepo našel, haleluja. Ampak tako mi mislimo, tako, da je Bog tak. In potem pridemo k njemu moliti in razmišljamo, kva vse nismo dobro naredili, kva vse bi bilo bož, koliko dolgo že poznamo, pa koliko malo mu damo, haleluja. Ne to razmišljati, haleluja. Ti vsakeč, ko mu vrata odpreš, je nov dan, haleluja. Razumeš, zate je nov dan, ko eno sekundo preživiš v njegovi prisotnosti, haleluja. Razumeš, da boš z Jezusom bo živel celo večnost in ko mu ti odpreš vrata, pa se z njim družiš, haleluja, ne vem, koliko dolgo se z njim družiš, ampak daj se druži z njim, amen. Zato meni je bilo jasno, že prvi dan, ko je Jezus prišel v moje življenje, ljudje štejejo ene kugelce, meni je to bruh van, ne moram, haleluja. To je tako, kot da bi jaz ženo šel na randi, pa bi dal, čak sam malo bom štopil, da vidim, če bom zdržal 15 minut, haleluja. Danes bom 15 minut molil, haleluja. Aha, dej, čak, ne še začeti. Čak, sam še malo, štoprc ostavimo. Ok, naštimo, ok, začni, haleluja. Čak, samo. In tako molimo pol. Ne to delati, haleluja. Ti moraš biti zaljubljen v Jezusa. Ti, ko moliš, ti mora biti to, wow, jaz sem na randiju zdaj, haleluja. Jaz dostikrat pridem k Jezusu, Jezus, jaz nič na randi, sam prišel sem na randi, haleluja. Res, haleluja. Pa ima cele šoping liste. Ampak jih vržem stran, ko pridem v njegov predsotno. Maja, kdo to molil, brez veze. Haleluja. Jaz sem prišel Jezus se družiti s tabo, haleluja. Amen. In pol sedim tam, kot en otrok, haleluja. In ne drdramo. Oče naš, ki si v nebesih, sveto bude tvoje ime. To je totalno mimo. To je res mimo.
Če to delaš, pomeni, da hočeš zaslužiti Božjo naklonjenost. In to je bruh, to ni odnos z Bogom. Odnos z Bogom je pri takšen, ki si. Vrš se pred njega, haleluja, ne se sploh preoblačiti, razumeš? Pri tak, ki si, ne s fasadom, ne z maskam. Razumeš, to čist brez veze, haleluja. In to nov spremenil sveta. In zdaj si predstavljal, jaz pol pridem, haleluja, bil sem 15 minut skero, haleluja, wow, zdaj pa me more metrara, zdaj pa more pomivati sodo zame. In pa mislimo, zdaj me je Bog uslišal, ko sem bil z njim 15 minut, haleluja. Jaz se ful žrtvujem. Bog ve, da nima cajta, pa sem bil z njim, haleluja. Sem vam dokaz, haleluja, na uri sem si še shranil tole, haleluja. Haleluja. To ni Bog, Bog je zaljubljen vate, on hoče tebe, haleluja, on hoče tvoje srce, haleluja. On ne rab 15 minut. Pa raj budi, da je 15 minut. Jezu, da je 24/7, haleluja. Ne žal Boga s 15 minutam, haleluja. Druž se z njim skozi, haleluja. Pusti mu, da transformira tvoje srce, haleluja, amen. In pol ti, če se boš z njim družil, ti sploh opazil nož, kdaj si nehal grešiti. Sploh opazil nož, kdaj so stvari v tebe odpadle. Sploh nož opazil, kdaj si nehal sovražiti, kdaj si totalno transformiran ratu, haleluja. In še lepše, v tvoji okolici bo ljudje to opazili. In bo rekel, kva si ti zgodil, a lahko imam še jaz malo tega, haleluja. Hvala ti, Jezus. In to je res the best. Jezus pride tja na večeru z njimi, haleluja. In to je, govorimo o Božjem ognju. Božji ogenj je nekaj, kar nam je že Janez Krstnik obljubil. Dajmo si to pogledati. Janez tam krščuje ljudi za spokorjenje od grehov. Se pravi, ljudem govori, kaj naj delajo, da jim bo Bog odpustil, ker še ni bila nova zaveza. In daje ful enih dobrih sicer navodil, ampak pravite, to ni še nič. Pride nekdo, ko mu jaz sandalov nisem vreden odvezati in ta vas bo krstil v svetem duhu in, kdo ve? Ognju, amen. In ta ogenj, cerkev, to je ta Božja prisotnost. Kako vem, poglej si v apostolska dela drugo poglavje. Ko pride Peter, ko mu je Jezus najprej ime spremenil iz Simon v Peter, ker Simon pomeni travca, plevel. To je nek plevel. In kva je značilnost za travca pa plevel? Da se kar ne giba, kamor veter piha, etko. Z grešnikom je grešnik, s farizejem je farizej, amen, z unimi sodelavci krade, tle šef urit leze, razumeš? To je pač travca, to je brez karakter človek. To je religiozna oseba, totalno. To je čist mim. In jaz prav, zdaj boš pa skalca. Ker skalo boš pa težji premaknil, etko. In kako je ratu skala? Veš kako? Veš kako je ratu skala? Tako da je najprej bil poln samega sebe. In Jezus rekel, vsi me boste zatajili, in Peter rekel, ne jaz sem pa več kot drugih, haleluja. Jaz pa sem pa skala, haleluja. In to je problem, ko hočeš ti biti na ognju za Boga. Ker zdaj si ti bil prebojen, zdaj si ti šef, zdaj ti rasturaš, zdaj si ti govoriš o novih jezikih, zdaj si ti boljši od baptistov, od binkošnikov, ti si zdaj karizmatik, ti si videl zdravljene, wow, haleluja. In pol si poln egoizma in samega sebe in rabaš ta prav ogenj. In kaj se zgodi, ko si poln samega sebe? Ko pride frka, si spet kao plevel. In pol Jezus Peter dekelci tam zataji, da pozna Jezusa. Prej se je hvalil, da je on ga nikoli, da drugi učenci so bolj na nizkem nivoju, sam ne on. Pol v enem dnevu, 3-krat, preden Betelan za kikirika, je 2-krat ali 3-krat zatajil Jezusa. Mislim, da 3-krat, ja. In to pride eno punco tam, brez veze, haleluja. Ko mu do koleni baj, on zataji Jezusa pred njo. In zdaj pogledaj, kaj se zgodi. V apostolskih delih, drugo poglavje, pride ogenj svetega duha. Apostolska dela 2:2. Nenadoma je nastal neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Nad vsakim se je spustil ognjen plamen.
Se pravi, prišel je ogenj na njih. In zdaj ta isti Peter, ki je pred eno deklico skrival Jezusa, zdaj stop na ulico, ki jih vsi zmerjajo, če so se napili vina, jih zmerjajo prvi učenci. In on pravi, ne, fantje, zdaj se pa je izpolnila prerokba, to, kar je prerokal, je prišlo na nas, Sveti Duh se je izlil in pol jim pridiga, da se morajo vsi obrniti stran od tega sveta in pridati Jezusu. Jezusu, ker so ga glihkar križali in on pravi, on je Bog, vsi pridite k njemu, haleluja. Prej pa pred eno deklico zatil Jezusa. Razumeš, kaj Božji ogenj naredi? Božji ogenj ti da takšno nezavedanje samega sebe. Tako te katapultira v Božjo usodo, kot nič drugega, haleluja. Zato, haleluja, Oče, izpolni svojim ognjem še. Amen. Naj bo to revolucija Božje ljubezni v nas. Da si toliko poln Božjega ognja, da čez tebe teče čista Božja ljubezen, neomadeževana, haleluja. Razumeš, haleluja. In to lahko teče samo, če si sprejel. Amen. Ti ne moreš dati to, kar nimaš. Amen. Zato je največja zapoved, ljubi Gospoda svojega Boga, vsem bitjem, vsem mišljenjem, vsem srcem, vsem umom. Ko ste videli to? Kaj je to? To je totalno notranje ozdravljenje. To pomeni, tvoj srce je ozdravljeno, tvoj um je prenovljen. Vso svojo moč zdaj je za njega. Se pravi, ti si čist, obseden z Jezusom. In pol prav, in druga je pa ful te zapovedi podobna, je pa kaj? Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. In zdaj je problem, če ti nisi dosti dober, etko. In kaj se ti bo zgodilo? Nikoli ne boš mogel drugega z Božjo ljubeznijo ljubiti. Zakaj? Ker nisi sprejel. Tako da to, kar ti jaz danes pridigam, moraš najprej ti sprejeti. Ti moraš najprej, da ti nič ne moreš narediti, da bi te Bog bolj ljubil. Niti nič ne moreš narediti, da bi te on manj ljubil. Bog se je že odločil. On je potegnil črto, haleluja. On je rekel, to je moj človek, jaz dam svojega sina za njega. Bog je toliko ljubil svet. Poznate Janez 3:16? Bog je toliko ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se ne bi nihče, kdorkoli izpolnjuje njegove zapovedi, pogubil. Ne, narobe sem citiral. Kdorkoli veruje, vam pogubil. Amen? Ampak bi imel večno življenje. A kdo pozna Janez 3:17, naslednji citat? Kdo pozna? Bog ni poslal svojega sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet odrešil po njem. In zdaj, če si ti to sprejel, pol vsak človek, s katerimkoli si v kontaktu, ima možnost, da pride v Božjo ljubezen. Ima možnost. Drugače ima ful malo. Mi smo bili v četrtek na ful intelektualno večeru otvoritev knjige v knjigarni, gor in dol. In pol na koncu, ko je bil prostor za debato, pač jaz nisem mogel biti več intelektualc, haleluja. Ko so ljudje prišli do mene, jaz ko vidim gospo, ki ima artritis, ne morem z njo teologije govoriti. Sem samo rekel, veš, da te Bog ful ljubi, haleluja, da Jezus je plačal ceno za tvoj artritis, da hoče, da si zdrava, haleluja. In v 2 minutah je bila ozdravljena. V 2 minutah. In pol je kazala prste, roke, vsem tam. In pol smo imeli še več dela. Ampak vsak, za kogarkoli sem molil, bil zdravljen takoj, haleluja. Zakaj? Ker je pač Bog toliko dober. Amen. Ne zato, ker sem jaz toliko pobožen. Ne biti nori, haleluja. Jaz ne morem artritisa ozdraviti, ampak če sem jaz na ognju za Boga, pol artritis nima šans, haleluja. Nima šans, haleluja. Ker vse, karkoli je v tej osebi, se bo stopil v Božji ljubezni. Amen. In tako je bil Jezus. Kdorkoli je Jezus prišel, je bil ozdravljen. Amen. A kdorkoli k tebi pride, je ozdravljen. Tako mora biti. To zdaj čakamo, revolucijo Božje ljubezni. Prvič, sprejmi, ljubi bližnjega, kakor samega sebe. Sprav, ti moraš vedeti, da si ti totalno ljubljena oseba. A ti resno verjameš? A resno verjameš, da če bi samo ti živel na zemlji, da bi Jezus umrl zate? A res verjameš to? Kaj ljudje verjamemo, da je Jezus umrl za grešnike, ampak ne za njih. Oziroma je mogel priti zaradi, pač, kaj je Carol tudi na zemlji, drugače. Sam zaradi mene ne bi hodil. Pa se mu je ful Carol zasmilila in je rekel, dobro.
za Carol se bo splačal, to, ampak Klemen, to ne vem. Tip je tako neresen. Ne. A se splača toliko žrtvovati za njega? A verjameš, da se splača zate žrtvovati Božjega sina? A res verjameš to? A res? Dobro razmisel. A verjameš, da se je Bogu splačal žrtvovati svojega sina zate? V tem malo razmišljaj, haleluja. Če se je Bogu splačal, da je žrtvoval svojega edinorojenega sina zate, a pol zdaj misliš, pa če to verjameš, da je res, a pol zdaj misliš, da mu pa zdaj pa kar naenkrat pa več nisi všeč. Da zdaj mu je pa žal. Kva je to naredil? Misliš, da Bog obžaluje? Bog ne obžaluje, halo. Bog ne obžaluje. On vse, kar je naredil, je vedel, kaj dela. On je verjel vate in še verjame vate, haleluja. Piše, če te tvoj srce obsoja, te on ne obsoja. Tako, srce te dostikrat obsoja, ker je naučen narobe, ker si tako treniran, skozi, posod, to, kar znaš, to veljaš, bla, bla, bla. Ti veljaš ful več od tega, kar znaš, prijatelj, haleluja. Ti veš, koliko ti veljaš? Kri Jezusa, haleluja. Ti si neprecenljive vrednosti, haleluja. In če to res daš v svojo kri, v svoj DNK, pol bojo to ljudje čutili, ko boš z njimi govoril, haleluja. Jaz sem imel ful željo, da bi se stepil z enim človekom ta teden. To vam sam pač povem, toliko, da notim misli, da se hvalim. Ker če se bom hvalil, se bom s svojimi slabostmi, je rekel Pavel, in jaz mu probam vsaj malo slediti. Sicer nisem bil nikoli morilec, tako kot on, ampak vsem. In tip en me je toliko užalil, da sem že bil na tem res. V meni se je prebudil Mike Tyson. In pa sem nekako se mogel skulirati. In hvala Bogu, da je bila Božja milost nad mano. Ampak kaj sem pa naredil v cerkvi? Pa sem prišel na večer slavljenja v petek. To je bilo v petek. Sem prišel na večer slavljenja, haleluja. A mislite, da sem cel večer imel zaradi tega uničen? Eni od vas imeli cel večer uničen in sploh ne mogel slaviti Jezusa. Ko bi skozi razmišljal, kakšen grešen, ker sem zdaj pa tle slavim Boga. Ena gospa je skozi govorila, moj mož je tak hinavc. Tle, ko pride vas vesel slavi Boga, doma je pa vas zoporen. Rekel, bod vesela, da pride sem. Kva bi rada, da ne hod sem, ali kaj? Veš, kakšen bo pol doma? Pa boš pištolo rabila, razumeš? Aleluja. Cerkev jaz ne rabim dosti. Jaz pridem pred Boga, ne zato, ker sem jaz ful lepo živel ta dan. Ampak pridem, jaz ga še bolj slavim, ko mi ni. Res, to je resnica. Jaz ga še bolj slavim, ko mi ni gre dobro. Vem, to je mogoče paradoks, ampak jaz, ko pridem pred njega, ko ti umreš sam v sebi, ko veš, da si pač potopljen v njegovo ljubezen, ko veš, da to nima veze s tabo, ti vse, kar je naredil, si ga na večerjo, še povabil ga nisi, samo vrata si odprl, ker on sam ga sebe povabil. Ti si mogel samo vrata odpreti. Mi govorimo, povabi Jezusa svoje življenje. V bistvu si on že povabil, sam ti mu moraš vrata odpreti. In jaz sam, ko sem mu vrata odprl, je on prišel in on je zdaj skozi v meni cerkev. Jaz grem lahko v pekel, sam moram završiti Jezusa, pa nehati verjeti v njega. In to je dolga pot, to se ne more v enem dnevu zgubiti. Moram konstantno grešiti in delati stvari narobe in odpirati hudiču vrata. Ampak dokler sem jaz zaljubljen v Jezusa, haleluja, vse v redu. Se je to nov zgodilo. In zdaj, ko sem prišel na slavljenje, nisem imel problema v cerkvi. Jaz sem prišel, se rekel, mislim, ful sem ven padel in prej sem začel slaviti, sem še en klic telefonski naredil. Ker Božja beseda pravi, ne prijeti pred oltar, če se nisi spravil z bratom, ampak najprej z njim to pošlihti, pa priti pred oltar. Amen? Ampak razumeš, do koga moraš priti? Do brata, se pravi, Bog nima nič proti tebi. On ti je že vse grehe odpustil, se pravi, ti moraš zdaj s tem na vodoravni liniji narediti. In potem sem se pač upravičil po telefonu. In sem pač še bolj slavil, kakor bi, po moje, če ne bi imel teh problemov tisti dan.
In to je res, haleluja. Ko si ti poln Jezusa, te problemi še bolj vržejo na ogenj za Boga. Amen? Si še bolj. Zakaj? Ker še bolj vidiš, da brez njega ta tvoja maska religiozna ne zdrži. Etko, pridejo mal nevihta, paf, ti unič uno šminko, ki si dal gor in pud odleti na levo, haleluja. In realnost je pol kruta. Zato je dobro, da si skozi v realnosti. Da veš, brez Jezusa je vse brez veze. Ampak ti nisi brez Jezusa, amen? Z njim je pa vse the best. Recimo vsedu, čas je za revolucijo Božje ljubezni. Ok, in zdaj bom zaključil. Poglej si tole. Dajmo si pogledati Luka 7:36. Luka 7:36. Prosil ga pa je eden izmed farizejev, naj bi jedel z njimi. In gre v hišo farizejev ter sede za mizo in glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, prinese, ko zve, da sedi za mizo v hiši farizejevi, alabastrovo steklenico mazila in se vstopi okaje od zadaj z nogami k nogam njegovim ter začne močiti noge njegove solzami in jih otirati z lastmi svoje glave in mu poljublja noge in jih mazili z mazilom. Ko pa to vidi farizej, ki ga je bil povabil, pravi sam pri sebi takole: ako bi bil ta prerok, bi pač vedel, kdo in kakšna je ta ženska, ki se ga dotika, kaj ti grešnica je. Haleluja. Wow. S kom se ti družiš? A so vsi tvoji prijatelji ful sveti? Jaz upam, da imaš kakšne ful grešne prijatelje. Haleluja. Ker Jezus je bil čigav prijatelj? Grešnikov. On je bil prijatelj grešnikov. Haleluja. Kako je to mogoče sploh? Etko, ko sebe pogledaš. Jaz, ko sem bil mlad kristjan, sem se ful bal grešnikov. Sem ful bežal od njih stran. Najprej so oni od mene, pa sem jaz začel od njih. Zdaj smo se pa najdeli nek na sred poti, haleluja. Ko Božja ljubezen zdaj lahko teče čez mene v njih. In mi je ful izziv. Zraven večjega grešnika, ko sem, wow, to lahko Božja ljubezen teče, haleluja. Poglej zdaj naprej. 40. In odgovori Jezus in mu reče: Simon, imam ti nekaj povedati. On pa reče: učenik, povej. Neki upnik ima dva dolžnika, en mu je dolžen 500 denarjev, drugi 50. Ker pa nimata s čim plačati, odpusti obema. Povej torej, kateri od njiju ga bo ljubil. Odgovori Simon, reče: meni tisti, kateremu je več odpustil. On pa reče: prav si razsodil. In obrnivši se k ženi, pravi Simoni: vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo, vode mi nisi podal za noge, a ta mi je solzami močila noge in jih otirala s svojimi lasmi. Nisi me poljubil, ta pa mi ni nehala, odkar sem pa šel noter, poljubovati noge moje. Z oljem nisi mazil glave, tam je z mazilom mazila noge. Zato ti pravim, odpuščeni so jim mnogi grehi njeni, kajti imela je veliko ljubezen. Amen. Zakaj je bilo? Kaj prav v 1. Korinčanom? Ljubezen odpušča. Ljubezen si sploh ne zapomne grehov. A razumeš, ko ti hodaš v Božji ljubezni, ti, ko se srečaš s človekom, ki ti je štalo v življenju naredil, se ne spomnil. Po nekje v malih možganih, mogoče na eni polici tam v tvojem spominu, ampak ljubezen je milijonkrat večja od tega, kar je kdorkoli tep naredil. Amen? Zaradi njene ljubezni. A komur se malo odpušča, malo ljubi. Zato tudi, če recimo eni ljudje pridejo k Jezusu in so že prej bili ful kaj škatlice, vse so imeli urejeno, vse je bilo the best, nikoli niso preklinali bogat, kot jaz, ne vem, karkoli. In pol pač pridejo k Jezusu in pač je tako kot pri nas, ki je komunizem padel, ampak že prej bilo dosti svobode, ni bilo neke velike transformacije, tako kot v vzhodni Evropi, pa tam dol, ki so Čaušeskuja ubili, ne vem pa vse. In ni bilo toliko drastične spremembe. In to je problem. Ti se moraš zavedati, ti si bil toliko grešen, da je Jezus zaradi tebe mogel umreti na križu. Tvoja neodvisnost od Boga je povzročila, da je Božji sin umrl na križu. Okay? Amen? Zakaj? Ker greh ni samo to, kar si naredil. In tudi to, kar vse, kar nisi naredil, kar bi lahko naredil. Amen? In tudi greh. Greh je vse, kar nisi iz vere naredil. Greh pomeni, da si falil tarčo. Pomeni, da si živel brez smisla, narobe si živel cel svoj life. Mogel bi biti eno z Bogom, si pa živel po svoje. To je greh. Okay? Če si zdaj vmes še koga pretepil, se napil, ali ne, to je irelevantno. Ampak vsi smo iste grešniki. Amen? Bili.
In zdaj, če se to zavedaš, če se to lahko zavedaš, da si ti povzročil, da je oče dal svojega sina, pa lahko vsakmu odpustiš. Kakorkoli, kdorkoli tebi naredi je manj, kar si ti povzročil, da je Bog mogel narediti. Amen? Zato smo mi edini ljudje, cerkev, ki lahko odpuščamo, ki vemo, da nam je bilo odpuščeno. In zdaj, a ti je bilo veliko odpuščeno? A lahko dvigneš roko, če ti je bilo veliko odpuščeno? Ali pač nekaj malega, tam si enkrat samo eno čokolado ukradil svoji sestri, si čugumi v lase dal. Cerkev, meni je bilo toliko veliko odpuščen, da je mogel Jezus priti na zemljo zaradi mene. Haleluja. In če se to zavedam, pol bom ful veliko njegove ljubezni zdaj lahko sprejel. Zakaj? Ker prav, komur se malo odpušča, malo ljubi. Ti noš veliko ljubil Boga, če boš mislil, da ti je samo malo odpuščen. A je tebi veliko odpuščen, haleluja. Mene je ful odpuščen, haleluja. Ful, haleluja. Vsi moji grehi, veš, kaj je to? To sploh nikoli nam vedel, kaj je. Ker jih je več, si lahko predstavljal. Ker sploh ne vem, koliko je greh lahko širok in dolg. In me sploh ne zanima, ker važno, da je prbit na križu. To je meni vse, kar pomembno. Prbit je na križu, haleluja. In zdaj poglej, ne pa reče, odpuščeni so ti grehi tvoji. Ja, in začno, ki so z njim sedeli pri mizi, govoriti sami pri sebi, kdo je ta, ki celo grehe odpušča. On pa reče ženi, vera tvoja te je rešila, pojdi v miru. Amen. Pejdi v šalomu. Ne pusti, da ti kdo to ukrade. Drž se zdaj v odnosa z Bogom. Hod v Božjem miru. Ko se je Jezus rodil, so angeli rekli, slava Bogu na višavah in ljudem mir na zemlji in dobra volja. Se pravi, Bog je prinesel mir v tvoje življenje. On ni jezen več na te. Amen? Recimo sedu, čas je za revolucijo njegove ljubezni. Haleluja. Amen. Amen. Cerkev, dajmo tako živeti. Haleluja. Amen. Dajmo ta teden vsak jutr se nafilati z njegovo ljubeznjo in pol, ko boš srečal ljudi, ne razmišljati, kva vse z njimi narobe. Amen. Ne to razmišljati. Sam razmišljaj, kako bi lahko del te ljubezni, ki si jo sprejel, tekel na njih. In ne bi taka farizeji. Farizeji je bolj zanimali, da je vse po redu in disciplini in zakonu, kolikor jih je brigala una ženska, haleluja. Njih je skrbela, ste opazili, farizej je skrbel, kako je to lahko Božji sin, če se ga nečistnica lahko dotika, ko to je proti zakonu. Učitelj ne sme dovolj, da se ga nečistnica dotika. Jev se zlomil ful hud zakon. Ampak istočasno pa ne vidijo, da je ta ženska ful v potrebi, da ful trpi. In to se nam zgodi. Namesto, da bi ljubili ljudi okoli sebe, jih začnemo obsojati. Ti ne moreš obsojati in ljubiti istočasno. Ne moreš. Recimo sedu, čas je za revolucijo Božje ljubezni. Amen. Amen. Can you want to pray? Haleluja. Kjerkoli si danes, lahko skupaj molimo. Dajmo skupaj vstati, haleluja. Kjerkoli si. Daj, probi odpreti še svojega srca za njegovo ljubezen. Haleluja. Oče, mi prihajamo k tebi. Vemo, da brez tebe se ne moremo sploh iti krščanstva, haleluja. Niti nočemo živeti brez tvoje moči, brez tvoje ljubezni. Hvala, da nam nisi dal duha strahu, ampak duha moči, ljubezni in zdravega razmišljanja, haleluja. Hvala ti, Oče, danes krsti nas v ognju svoje ljubezni. Oče, naredi nas revolucionarje Božje ljubezni. Oče, molim, da tvoja ljubezen toliko preplavi in izpolni naše življenje, Oče, da te lahko ljubimo za vso dušo, z vsem srcem, vsem bitjem, da ni enega dela v nas, v naših življenjih, ki je pod obtožbo, ki je v temi, haleluja. Oče, molim, da nas preplavaš ta večer, haleluja. Oče, molim, da Slovenija vidi, kako tvoja ljubezen zgleda, haleluja, ko se srečajo z nami, haleluja. Oče, molim, haleluja, za totalno revolucijo tvoje ljubezni, haleluja. O, haleluja. Abimael, you want to get the oil? It's in the closet. Ok, kdorkoli, če bi rad molitev, če hodiš zadnje, alo daš malo klaviature, Luka. Če hodiš zadnje 3 tedne, kaj v krščanski center, pol veš, da odkar je bil Ashley tukaj, je tale olje več ali manj na istem nivoju.
In ene par litrov je že šlo iz te flaše, sam še ni stavil. In bi rad danes spet rad imel molba polagal roke na kogarkoli. Ampak tole moramo znucati, cerkev. Lepih smo že polili cel s tem oljem. Ampak pač, mogoče ga bo danes manj. To je vse, to ni pomembno. Ni magija olju. Ampak Bog je pač, on je nad nami, on je faca, on si lahko moč, kar hoče. Ampak jaz verjamem, da ziljenje Svetega Duha potrta srce. Lahko pride v tvoje srce, lahko te uzdrav kakšnih stvari. Mogoče so stvari, ki veš, da moraš biti vzraven, prid s tem. Danes predaj Bogu. Midva se bo strinjala s tabo, da vse predaš. So pa stvari, ne veš, ampak si med pridigo čutil, da nekaj bi rad razrešil. Spet, prid naprej, bom molila za te. Ampak, če še nikoli nisi Jezusu predal življenje v tem, da si odločil, da bo on tvoj Gospod in rešitelj, pol prid danes pa reči, rad bi predal življenje Jezusu. Če še nisi to naredil, reči, Jezus, Svetu sem prav, če v srcu veruješ in ga z usti priznaš za svojega gospodarja, boš odrešen. Se pravi, če to še nisi naredil, lahko danes prideš in rečeš, Jezus, jaz se ne moram sam odrešiti. Verjamem, da si ti na križu plačal ceno za moje grehe in zdaj te vabim, da odpiram ti vrata svojega srca. Bod zdaj ti moj Gospod in rešitelj. A je kdo mogoče tukaj, da bi danes rad sprejel Jezusa? Si sprejel Jezusa? Kdorkoli, lahko sam dvigneš roko, če bi danes rad predal življenje Jezusu. Ok, lahko pol prijete naprej. Kdorkoli bi rad predal življenje Jezusu in vzemite si še kakšno knjigo na izhodu. Z Rodrigo imamo alfa tečaj jutro ob 6, v torek je ljubezen, spoštovanje za družine, v sredo je preučevanje Biblije, v petek bolj treno, tako da vsak dan imaš nekaj. V nedeljo pa spet ob 6. Kdorkoli rad molitev, lahko priješ.